izobraževanje in na temo zagovorništvo. V tem okviru smo eno delavnico že izvedli 2 tedna nazaj. Če bo koga ta tema bolj pritegnila, zanimala, lahko potem pove, pa ga vključimo še v kakšno delavnico, ker tukaj nas je zdaj, ne vem, 50, pa je težko tako kakšno svoje mnenje, predvsem je povedati na delavnicah, gre to lažje. Jaz si upam reči, da v naši hiši zagovorništvo na neformalen način že poteka, ker se vsi dostikrat srečamo s kakšnimi takimi primeri. Tudi medvrstniško zagovorništvo se dostikrat opazi. Se pa dela na tem, da naredimo tudi eno zagovorniško skupino, ki bo to malo bolj opazna in se bo bolj posvečala temu pomoči stanovalcem pri uresničevanju njihovih interesov. Dostikrat zaposleni prihajamo v dilemo kot zagovorniki stanovalcev, ker smo zaposleni tukaj. Opazimo kakšne stiske, opazimo, da se godijo krivice stanovalcem, ampak hkrati smo del sistema, ki te krivice lahko tudi povzroča. Tako da smo dostikrat nekje vmes, recimo imamo stanovalca, ki bi šel rad domov in hkrati mu moramo preprečiti, da gre domov zaradi tega, ker mu ne dovoli skrbnik, ker si povzroča s tem težave in tako naprej. In potem je to zagovorništvo, ki ga upravljamo mi, ki smo zaposleni v inštituciji, ena taka posebna umetnost, ker moramo ene srednje poti potem iskati. Jaz vam bom prebrala z eno zgodbico, ker se rada zgodbice berem, otrokom in odraslim, tako malo za popestritev. Morda boste pogruntali njen smisel sami, če ne vam, bom pa jaz potem razložila. Tako gre. Ko sem bil majhen, sem rad hodil v cirkus. V njem so mi bile najbolj všeč živali, še posebej slon, ki je bil, kot sem izvedel pozneje, ljubljenec vseh otrok. Med predstavo je velika žival razkazovala svojo spretnost in neverjetno moč. A po predstavi in vse do trenutka, ko je ponovno stopil v areno, je imel slon eno nogo z verigo priklenjeno na količek, zabit v tla. Količek je bil majhen kos lesa, zapičen le nekaj centimetrov globoko v tla. Čeprav je bil slon nanj privezan z debelo verigo, je bilo očitno, da bi žival, ki bi z lahkoto izdrla drevo s koreninami vred, zlahka izpulila tudi količek in pobegnila. Ni mi bilo jasno, kaj ga je zadrževalo, zakaj ni izbežal. Star sem bil 5 ali 6 let in sem še verjel, da so odrasli pametnejši. Zato sem vprašal učitelja, starše, teto, v čem je slonova skrivnost. Eden med njimi mi je pojasnil, da slon ne pobegne, ker je udomačen. Naslednje vprašanje se je ponujalo kar samo. Zakaj pa je priklenjen, če je udomačen? Ne spomnim se, da bi dobil kak uporaben odgovor. Sčasoma sem pozabil na skrivnost slona in njegovega količka. In se nanjo spomnil le občasno, kadar sem srečal koga, ki se je spraševal isto kot jaz. Pred nekaj leti pa sem na srečo le naletel na nekoga, ki je bil dovolj moder, da je našel odgovor na moje vprašanje. Cirkuški slon ni pobegnil, ker je bil na količek priklenjen že vse od najzgodnejše mladosti. Zaprl sem oči in si predstavljal neboglenega slonjega mladička, priklenjenega na količek. Prepričan sem, da je tedaj slonček vlekel, potiskal in se trudil, da bi se osvobodil. A kljub vsem naporom mu to ni uspelo. Količek je bil takrat zanj res prečvrst. Prisegel, da je utrujen zaspal in naslednji dan znova poskusil, pa tudi dan potem in še naslednji dan. Dokler ni nekega dne sprejel svojo nemoč in se vdal v usodo. Veliki in močni cirkuški slon ne pobegne, ker verjame, da tega ne zmore. V spomin se mu je vtisnila tista nemoč, ki jo je začutil kmalu po rojstvu.
In najhuje je, da se nikoli več ni resno vprašal o tem spominu. Tako, meni je ta zgodbica morda ni najboljša za naš kontekst, ampak meni se zdela fajn, ker v tej hiši se mi zdi, da imamo veliko takih slonov, ki so kot te majhni slončki nazaj in rabijo nekoga, ki jih najprej opazi, potem, da mu lahko zaupajo in ko to zaupanje vzpostavimo, da mu omogočamo, pomagamo, da kakšen količek spuli in zasleduje svoje interese, želje, cilje. Zdaj, več o tem boste povedali naše gostje. Gospa Mojca bo predstavila sam koncept zagovorništva in gospa Nika bo potem predstavila nastajanje zagovorniškega centra. Nika ima tudi eno svojo, tako malo več bo povedala. Jima predajam besedo. Vrstniško zagovorništvo in človekove pravice in takosti. Dobro, izvolite. Ok, hvala za ta uvod. Kot je rekla Jožica, bom jaz probala tako narediti eno tako predavanje, upam, da ne predolgo, zato da bo čas še kaj tudi reči. Skratka, o nekih temeljih zagovorništva, v čem se razlikuje od drugih oblik, ne vem, nekega strokovnega dela, kje, bi rekla, so tiste posebne značilnosti, ki ga ločuje od drugih oblik strokovnega dela. Včasih se to tudi malo prekriva, ampak ne tako, v resnici je zagovorništvo nekaj, kar je zelo posebenega in je nastalo na podlagi borbe za človekove pravice, na podlagi družbenih gibanj. Skratka, ta tradicija nekako je tlakovala pod različnim oblikam zagovorništva. Tako bi rekla žensk, otrok, ljudi s težavami, z duševnim zdravjem in tako naprej. Pomen v nekem smislu zavzemanje za zaščito temeljnih pravic in dostojanstva ljudi, nekako v nekem najširšem smislu. In kot vemo, ljudje v nekih določenih življenjskih obdobjih ali pa situacijah, okoliščinah, bodi si zaradi starosti, ali so otroci, ali so starejši ljudje, težav, kot so težave z duševnim zdravjem, ali pa nekih drugih osebnih okoliščin, kot je, ne vem, kjerkoli vrsta oviranosti, spol, etničnost in tako naprej, ali pa imajo enostavno zaradi nečesa manj neke družbene moči, manj glasu v družbi. Skratka, pogosto potrebujejo nekoga, ki mu lahko zaupajo, s katerim ustvarijo nek zaupni odnos in mu lahko tudi zaupajo, da bo ščitil njihove interese in pravice. To je nekako en tak temelj zagovorništva. Njegov namen je skratka zastopanje individualnih interesov v nekih primerih, nadomeščanja nekih primanjkljajev moči, družbene moči, ki ima človek, zagotavljanje neke polnopravnosti, ki jo sicer lahko, da po zakonu imamo, pa po vseh konvencijah pa tako naprej, ampak vemo, da v realnosti so te razkoraki lahko tudi zelo veliki. Skratka, tistih ljudi, katerih moč je, kot rečeno, šibka, včasih prezrta, neenakovredno zastopana in tako naprej. Tlele bom probala tudi malo izkristalizirati to razliko med tem, da smo strokovnjaki ali pa zaposleni, osebje, karkoli že nekje in imamo zelo močno zagovorniško držo, in nekim profilom neodvisnega zagovornika, ki se je nekako ustvaril v svetu. Oboje je zelo pomembno, tako zagovorniška drža, ampak tudi ta neodvisni zagovornik. Ne more nekdo, ki je strokovnjak, težko prevzame, bi rekla, to vlogo neodvisnega zagovornika, lahko pa veliko zagovorniškega gotovo naredi. Mogoče okrog izraza, pri nas se dva izraza nekako izmenjujeta. En je zagovorništvo, zagovornik, to je še iz 90-ih let prejšnjega stoletja. Prevladuje ta termin, smo ga prevedli direktno iz te besede advocacy, ki je v angleščini nekako isto pomen.
Ne, smo opremili profile nove, ki so nastajali takrat, zagovornik otrokovih pravic, zagovornik enakih možnosti in tako naprej. V nekaterih primerih se je pa transformiral v zastopnika. Ne, zastopnik pacientovih pravic, zastopnik pravic ljudi na področju duševnega zdravja, to je ta profesionalni zagovornika, ne, ki ga imamo iz zakona o duševnem zdravju. In še tako nekaj takih profilov je. Ne. Zdaj ta zastopnik smo, zlasti na tem zadnjem primeru, na področju duševnega zdravja, smo zelo kritizirali, je čez zadnji moment nekako stopil, preden se je sprejel zakon, ves čas je bilo zagovornik noter, pa je bil zastopnik, in to so pač neki kompromisi taki med pravno stroko pa medicinsko, ne, so se neki zgodili. Se nam je pa zdelo takrat zelo žal, ker se je ta zagovornik na področju duševnega zdravja od 90-ih let do 2008, ko se je zakon sprejel, že tako ustalil, ne, tako smo mogli pol tega zastopnika nekako usvojiti. Ampak dobro, se to sam izraz, no, ampak tako kot zanimivost. Zdaj, v jedru zagovorništva je moč, ne, oziroma manjko moči. Ne, in zagovorništvo dejansko opozarja na izgubo moči in v osnovi pri zagovorništvu gre za neko krepitev moči, nadomeščanje moči, ki jo nek človek napram, ne vem, ali v družini, ali v ustanovi, ali na delovnem mestu, ali kjerkoli, ne, ima manj, zaradi nekih, ne vem, hierarhičnih pravil, zaradi iz različnih razlogov, ne, tako, stigme, zaradi tako. In dejansko ta nesorazmerja moči, ta manjko moči onemogoča na en način ali pa otežuje to, da ljudje lahko vplivajo na neke odločitve o njihovem življenju, ne, to vpliva na to, da te vzamejo ali pa ne vzamejo resno tvoje želje, interese, ne, vpliva na to, da sploh imaš želje, pa da uresničuješ želje, da imaš neko pravično obravnavo in tako naprej, a ne. In zato je ta moč, oziroma govorimo tudi o pogodbeni moči, ne, tako kot neka taka primerjava z, s pogodbami, ki jih lahko podpišemo, če smo polnopravni in tako naprej, a ne. Ampak tlele je pogodbena moč veliko več, a ne, tako bolj v širokem smislu. Skratka, ne, če ne moramo stopiti v neke pogodbene odnose, tako formalne, kot čist neformalne, da se nas vzame resno, ne, da se nas sploh sliši in tako naprej, smo drugorazredni državljani na en način, a ne. Zdaj, v jedru te pogodbene moči je izraz status in brez tega statusa ne moramo nekako jamčiti, ne, da bomo, če spet dam to primerjavo s pogodbo, izvršili neke stvari iz te pogodbe, ne, da jo bomo uresničili. Ta status pa lahko, ne, sestavljajo formalni status, to, da imamo poslovno sposobnost ali nimamo, ne, drugi različni formalni statusi, da smo zaposleni, imamo izobrazbo, neke funkcije pomembne, članstva, neki, ne, to nas, ne, imamo težave z duševnim zdravjem, ampak smo, ne vem, nekdo, ki je, ne vem, predava na neki fakulteti, ne, ima večji nek status kot nekdo, ne, se ga bolj sliši, ne, kot nekdo, ki tega nima in tako naprej, ne. Potem status sestavljajo tudi ljudje, ki garantirajo, jamčijo za nas, kot pri, ne vem, kreditih, pogodbah in tako naprej. To je lahko nevladna organizacija ali pa, ne vem, zavod, ki jamči, ne, da bo, ko se bojo ljudje preselili ven, ne, nekako vse v redu in tako naprej, ne, da bojo, stvari tekle in tako. Pa seveda tudi dosežki, ugled, cenjene vloge, spretnosti in tako naprej, ne. Kot rečeno, ne, če imamo nekaj od tega, bo naš status višji, pogodbena moč večja, bolj nas bojo resno vzeli, kot če tega nimamo, ne. In dostikrat pa delamo z ljudmi, ki tega nimajo, ne. Je prav ta zagovorniška vloga ali pa zagovornik tisti, ki je edini, ki je vsestransko na strani uporabnika, ne, in pomeni, da nekako preusmerja to moč, ne, pomaga ljudem, ki so, ne, nimajo toliko te moči, da jo spet nekako na en način pridobijo, da pridobijo vpliv nad svojim življenjem in to je njihova vloga, ne. Ni pokroviteljska,
nič drugega, ampak imajo to nekako, njihova naloga je nekako zmanjševati to vrzel, ta velik razkorak med močjo nekoga, ki odloča v življenju nekoga in tem človekom, ne? In mu pomaga nekako premagovati to razliko, ne? Okrepiti glas, da se bo v prvi vrsti sploh ta glas slišal. Ne? Zagovornik ni nekdo, ki bi odločal o življenju človeka, tudi ni nekdo, ki bi nosil, bi rekla, tako, kot ima strokovnjak dostakrat neke odgovornosti, ne, in tako, ampak je nekdo, ki pomaga to razliko nekako zmanjšati, ne, in da se nekako sliši ta glas. In to je tako dragocen človek v tem sistemu, ne, in ga ne smemo z drugimi nekako na en način zamenjevati. Ne. Mogoče tako čisto zato, da bi videli, kakšne so vse oblike zagovorništva, bom nekaj o tem povedala. In sicer čisto najbolj grobo imamo profesionalno zagovorništvo, pa laično zagovorništvo. Ne? In se mi zdi, bom pol v profesionalnem, če začnem z laičnim, to se mi zdi izjemno pomembno. Med drugim zato, ker ga lahko kdorkoli od nas izvaja, ali kot svojc, ali kot, ne vem, nekdo, ki je v nevladni organizaciji, ali tudi znotraj ustanove, ne, ali kakorkoli. Ne, vsak je lahko na en način v tej vlogi tudi zagovornika, ne, in ta je zelo pomemben. Pomembno je tudi zato, ker ne, če je profesionalno zagovorništvo omejeno na zaprte oddelke ustanov, je laično zagovorništvo nekaj, kar je v življenju, vsakdanjem življenju človeka. Ne. Nekdo s težavami dolgotrajnimi v duševnem zdravju, težave na delovnem mestu, ne, je lahko zagovornik nekdo, ki mu pomaga spogajati nekaj boljšega, ne, ali pa da se ga ne izključi. Lahko je občanski zagovornik, ki pomaga pri temu, da ne bojo ljudje iz skupnosti izključeni, lahko je, ne, skratka, ali pa nasprot družine, ne, če so, ne vem, različni interesi, ne, konfliktni interesi ali kakorkoli, ne. Skratka, ne, nekdo, ki na različnih področjih življenja lahko pomaga človeku nekako spet dobiti ta moč, vpliv nad življenjem. Nika bo kasneje malo več povedala o vrstniškem zagovorništvu, to je ena od oblik laičnega zagovorništva, ne, in vrstniško pomeni v smislu vrstniške izkušnje, ne, to bi rekla po letih, ampak ljudje s podobnimi izkušnjami, ne, se ponavadi je to povezano tudi z uporabniškimi skupinami, gibanji, društvi in tako naprej, ne, gojijo neko, ne vem, solidarnost, vzajemnost, pomoči, bodi si za svoje člane, bodi si zunaj tega, ne, in nekako zagovorniško na en način delujejo znotraj tega, ne, pomagajo in drugmu. In tle, recimo, Nika je soustanoviteljica društva Mostovi, ki je bilo prej, zdaj so društvo Svizci in imajo zagovorništvo je ena močna stvar, ki jo tudi počnete, no, tako za ljudi, ne, ki se obračajo na vas za različne stvari. Pol je kolektivno zagovorništvo, ne, tle bolj bi rekla, gre za kolektivne pravice, se borimo za zakon boljši v duševnem zdravju, za deinstitucionalizacijo, za, ne vem, tako, za različne, bi rekla, stvari kolektivne, ki se tičejo več kot samo enega človeka, ne, ki ga zastopamo v neki stvari. Zelo se mi zdi dober občansko zagovorništvo in se mi zdi, da ga mogoče premalo uporabljamo in bi ga prav tle posebej izpostavila, tudi, bi rekla, v luči dogodkov, ne, ki smo jih slišali tudi, ne vem, ki so se uprli prebivalci, ne, ki so se, ne vem, zaradi preseljevanja stanovanjskih skupin in tako naprej. Ni edini primer, ne, tako je vse povsod skoraj, ne, to. Skratka, in občansko zagovorništvo je en tak, se mi zdi, biser, no, ki ga je za izkoristiti, ne. Gre za to, da nekdo, ki je, ali pa več ljudi, ki so ugledni člani neke skupnosti, lokalne skupnosti, ali je to župan, ali je to, lahko je pa vsakdo, ki nekako se ga na en način lahko vzame resno, ne, ga spoštujejo ljudje, sosedje in tako naprej, in se zavzame za nekega človeka, ki mu grozi, ali pa stanovanjsko skupino, ali karkoli, ne, ki mu grozi, kaj ste, to, da jih bojo ljudje izključili, ali kakorkoli, ne, in tako naprej, in vzpostavi stik
s to skupino, s človekom, se odziva na njihove interese, jih poveže z nekimi krogi vsakdanjega življenja v tej skupnosti, in nekako je v tem smislu pomaga k vključevanju neke skupnosti, ali pa ljudi znotraj tega. Lahko je tudi človek, ki živi sama, ni nujno, da je to stanovanjska skupina. Skratka, cilj je vzpostaviti en tak dolgotrajen podporen odnos in biti nekako na en način nekdo, ki prevaja interese tega človeka, ga vključuje in tako naprej in s tem tudi, bi rekla, je garant za skupnost, da ne vem, karkoli se že bojijo. To ni veliko takih, mislim, je nekaj takih občanskih zagovornikov tudi pri nas in se spomnim pred leti, ko je en zavod tudi takole selil stanovanjske skupine ven in tudi v, ne vem točno v katerem kraju in vem, da je ena naša študentka tako je naredila ta projekt občanskega zagovorništva in je zelo zagrela tega župana, te skupnosti in je stanovanjska skupina, ki so jo isto tako gledali malo z nekim strahom sosedje, pa kaj bo, pa tako naprej, je on navezal stike s tem, je začel kaj na obisk hoditi, ljudi povabil na občino, jih povezal s knjižnico, tako, skratka eno dogajanje je bilo okrog tam, tam so ene piknike delali in tako, in so se stanovali in so se tudi lokalna skupnost potem lažje priključila, tako na to. In je pol dolga leta, dokler je bil najbrž na mandatu, vzdrževal to, je pomagal k vključevanju, tako. Tudi če bi bil kakšna težava ali karkoli, tako je nekdo, ki je lahko stopil tja, se pogovoril, videl, v čem so problemi in tako. Pol je samo zagovorništvo, je ena od oblika laičnega zagovorništva, to je obenem oblika laičnega zagovorništva, obenem je pa, bi rekla, prvo in najbolj tako pomembno načelo zagovorništva nasploh. Gre za to, da se spodbuja ljudi na način, da se bojo znali sami postaviti zase. Da ni zagovorništvo tudi to, da bomo vse planili pa naredili namesto ljudi in tako naprej, ampak je nekako prvi korak, da se ljudi opolnomoči, da lahko tudi sami sebe zastopajo, takrat, kadar lahko. Ali z treningi asertivnosti, skupinami za samo pomoč ali uporabniškimi skupinami, z opismenjevanjem pravic, ki jih imajo, ali kakorkoli. Ali pa tudi s takim osebnim coachingom, tako zato, da nekdo zmore sam nekam stopati in nekaj urediti zase in tako naprej. In tle je pomembno, omogoča nekako prepoznavanje lastnih sposobnosti, prevzemanja nekih odgovornosti za odločitve, se učiš iz izkušnje. In to samo zagovorništvo je tudi nekaj, kar recimo te uporabniške skupine, poleg vrstniškega zagovorništva, tudi kot obliko zagovorništva, tako nekako zelo delajo. Vem, da tudi nekateri VDC-ji, pa preko društva Sožitje, mislim, da so bili eni tudi taki usposabljanja uporabnikov za samo zagovorništvo. Tako da, ker dostikrat ljudje, če živijo dolg časa nekje, vemo, pride tudi do neke tako bolj, rataš bolj pasiven, nimaš možnosti toliko, pa naenkrat te stopi pa prav, kaj si ti želiš, kaj so, kjere pravice in tako naprej, imaš, pa niti ne veš najbrž, ali pa tako, te malo strah, ali pa nisi tega navajen, ali kakorkoli. Tako da je del zagovorništva je gotov tudi nekako usposabljanje ljudi za samo zagovorništvo sploh in za samo zagovorništvo na en način. To, da imaš možnost izbire, da imaš pravico do podpore, do neke izbire, da se aktivno vključuješ v reševanje nekih svojih stvari, ki bi jih rad dosegel in tako naprej. In to je tudi nekaj, kar ljudje rabijo podporo, je proces, ni kar tako, zdaj bomo pa dali možnost, pa se bo kar zgodilo, ampak je, čas traja, dlje, ki si najbrž tako nekje stran od tega dlje časa najbrž rabiš, tako. In to so neki principi samozagovorništva, ki so jih te samozagovorniške skupine, mislim, da
da sem to pri društvu Sožitje videla, ne, so si jih postavili to, ne, da najprej vidimo, ne, tudi pri sebi človeka, ne, diagnozo, kategorijo ali kakorkoli, ne, da si sprejet tak, kot si, da imaš pravico sprejemati svoje odločitve, verjeti v lastno vrednost, pravico, da drugi verjamejo vate, tako, to, da te more pomoč na en način usposobiti za sprejemanje odločitev, a ne v neko pasivnost, da si enakopraven član skupnosti in tako naprej. No? Tako. Se mislim, da boš ti še kaj tudi več. Zdaj bi pa nakratko, ker ne bi rada zdaj celega časa sam imam še veliko zapovedati, no, ampak probala malo krajšati. Tako, čist da tudi seznanimo, no, kje so pa oblike profesionalnega zagovorništva pri nas, kar je tudi nekaj, kar se dotika zavoda, ne. Zdaj, laično je super, ne, zagovorništvo, ampak je pa tudi zelo neobvezno po svoje, ponavadi tudi ne plačano, ne, tako je na ravni nekega prostovoljstva ali pa angažiranih nekih ljudi, svojcev in tako naprej. Profesionalno zagovorništvo se pa nanaša na to, ne, zdaj, če nekomu odzamemo svobodo gibanja, se pravi, ne, sodiščem ima neki, skratka, odločbo, ne, da se mu odzame svoboda gibanja, ki je pač osnova, neka osnovna ustavna pravica, ne, na temelju njegove pravice do varnosti, do zdravljenja in tako naprej. Pa laično zagovorništvo več tam ne zadošča. Niti nimajo laični zagovorniki doskrat do teh zaprtih prostorov dostopa in tako naprej. Ne. In zato se je v svetu nekako so se uveljavile različne oblike profesionalnega zagovorništva. Ne, država podeli mandat nekemu profilu, zato, da ščiti interese ljudi tam, kjer oni ne morejo prosto nekako odkorakati, ne, domov. In tako so evropske države recimo različne take oblike razvile. Anglija ima recimo zelo najbolj znanje, oni imajo že res dolgo časa zagovorništvo in od leta 2007 tudi ta zakon o duševnem zdravju, po katerem so nekako razvili ta profil neodvisnega zagovornika na področju duševnega zdravja, ki je sicer pri njih ni omejen samo na zaprt prostor, ne, tam, kjer so ljudje, bi rekla, imajo omejeno gibanje, ampak je tudi drugje. Ne. Je pa zanimivo pri njih tudi to, da imajo da so razmišljali tudi o zagovorništvu takrat, ko človek ne more sam dati navodil. Ker skoraj vse druge države, vključno z našo, govorijo samo o tem. Človek ima pravico do zagovornika, profesionalnega, ki ga more poklicati, mu podpisati, mu povedati, kaj želi od njega, mu podpisati pooblastilo in tako naprej. In je to nek temelj, kaj se bo delal. Ampak tle izpade en cel kup ljudi, ki ne morejo poklicati, ki trenutno mogoče niso v stanju, ki bi lahko dali tako jasna navodila, začasneje ali pa trajneje in tako naprej. In v Angliji je to potem še nek poseben zagovornik, ki deluje po enem drugem zakonu in ni samo na področju duševnega zdravja, ampak tudi recimo, če je nekdo v komi zaradi nesreče ali pa ne, zaradi česarkoli, pač ne more dajati jasnih navodil. In takrat se pa nujno pokliče zagovornika k človeku. Recimo, takrat ustanova ne sme sama o njem odločati, ampak se za neke večje odločitve, kot je recimo uvedba zdravljenja z večjimi tveganjami, potem predlog hospitalizacije, ki bi bila daljša za 28 dni, namestitev v nek negovalni dom, daljše od 8 tednov, pa tako naprej, ne, ali pa nekih, če je sum za neko zanemarjanje ali pa nasilje ali kakorkoli. Takrat se nujno dodeli zagovornika, ki potem po neki drugi metodi dela. Ne več seveda potem, da bi zelo jasno pooblastilo človeka dobo, ki ga ne more, recimo, ampak na druge načine poskuša vzpostaviti stik, prilagojeno se sporazumevati, se pogovarjati z veliko ljudmi, zato da bi prišel do tega, kaj je pravzaprav bi bila najbolj blizu volji tega človeka. No, pol je še v Avstriji, Nizozemski, Švedski, imajo vsak nekak svoj, ne vem, ali osebni ombudsman, bolniški zagovornik, ali kakorkoli. In večinoma delujejo tudi v zaprtih oddelkih.
Ok, pri nas je pa ta zastopnik pravic oseb na področju duševnega zdravja, ki deluje na oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice, varovanem oddelku socialno-varstvenega zavoda, pa v nadzorovanju obravnavi. Skratka, posod, kjer je omejena ta ustavna pravica do gibanja ljudem. Tako. In ne vem, koliko je, vem, da so se v bolnicah kar precej dobro se je ta mreža vzpostavlja, nekoliko redkeje, mislim, da v zavodih. In tle se mi zdi, ne bom na dolgo danes o tem, ampak se mi zdi, bi bilo dobro enkrat organizirati eno srečanje s temi, ki so imenovani recimo tudi za Dutovlje, pa nekako ljudi, tako osebje kot uporabnike nekako seznaniti o tej pravici, kaj lahko pričakujejo, kaj delajo, ker to se mi zdi, da je dobro nekako, pa bojo ljudje tudi uporabljali, recimo imajo to pravico in bi bilo ok, to. Tako, ker niso vse mogočni, neki pa lahko gotovo naredijo, tudi. Mora pa osebje vsakega človeka ob sprejemu nekako seznaniti s to pravico, te lista zastopnikov, ki je za ta zavod, mora nekje viseti, z telefonskimi številkami, nekdo bi mogel razložiti, kaj lahko pričakujejo, pokličejo, omogočiti treba klice, kadar želijo ljudje in tako. Je pa ta zastopnik deluje po tem 12. členu zakona o duševnem zdravju, skratka, zelo na široka. Kadar bi rekla, bi se kršile neke ustavno zagotovljene človekove pravice, pa človekovo dostojanstvo, to je lahko pokriva marsikaj, potem pa še posebej so pa taksativno neke pravice naštete v zakonu, ki jih imajo ljudje, pravico do dopisovanja, uporabe elektronske pošte, sprejemanja pošiljk, obiskov, uporabe telefona, pravica do gibanja in pravica do zastopnika. In vse te pravice, razen pravica do zastopnika, se lahko v nekih primerih tudi omejijo, kadar je neka taka situacija, ampak mora biti utemeljeno, mora biti evidentirano, v nekih primerih tudi, bi rekla, mora to sodišče narediti, ne more kar se nekdo odločiti, da bomo nekomu telefon vzeli ali pa, tako mora biti neki skratka, Pa okrog teh posebnih varovalnih ukrepov imajo tudi pravico zastopniki pogledati evidence, preveriti, če so nekako bile na prav način uvedene, utemeljeno ali kakorkoli, tako. In pa ne bom zdaj predolgo tako tlele o tem govorila. Tlele je neki nalog, ki so jih ti zastopniki delali zlasti v prvem letu. Vidimo, da največ, kar so delali zastopniki zlasti v prvem obdobju, tam 2009-2010, ki so se uvedli, je to, da so ljudje želeli pogovore z osebjem, zlasti s psihiatri, ki niso imeli toliko dostopa do njih, pa informacije o zdravilih, o tem, kaj jim je, koliko časa bojo noter. Veliko je bilo pravno obarvanih nalog, informacije, tako, kako se pritožim, kaj mi pripada in tako naprej. Potem nekaj okrog prisilnih ukrepov, tega je bilo malo manj, potem okrog pošte in podobno, skratka. Evo. Zdaj, kar se mi zdi pomembno, preden grem tako na krajše, na taka bolj metode, načela, pa tako naprej, da so v državah, kjer imajo to daljšo tradicijo kot pri nas zagovorništva, čeprav to laično pri nas je dolgo že, kot rečeno, v 90-ih let naprej smo imeli prav profil zagovornika, pravno-informacijski center, ki je delal, pomagal ljudem s težavami z duševnim zdravjem, pri skrbništvih, pri zlorabah okrog premoženja, pri raznih rečeh, recimo, pa ta zavod Euros, pol je bilo pri Altri, vem, da so imeli prav zagovorništvo, Tanja Lamovec ustanovila in tako naprej, ampak pol pa ni bilo neke kontinuitete nekaj časa, to je tudi res, smo malo pozabili, zdaj se zadnja leta malo več spet v zagovorništvu govori. Skratka, tam v državah, kjer imajo pa tudi to profesionalno in laično zagovorništvo, kjer gojijo to kulturo zagovorništva, kjer vsak prevzame lahko tudi vlogo zagovornika in tako naprej, se vidi, da je zelo vplivalo na kakovost oskrbe. To so prav tudi raziskave, ki so na to pokazale
In tudi Svetovna zdravstvena organizacija govori o tem, ne. Ljudje imajo več samozavesti, boljše socialne mreže, izboljšajo se lahko odnosi tudi na oddelkih, stanovanjskih skupinah, zavodih, kjerkoli. Ne, zaradi tega, ker je več zavedanja tudi, ne, tako, bolj se izkristalizirajo, kaj so interesi, želje ljudi. Ne, ljudje posebej včasih tudi ne zanalašč, ampak ne, tako, se mogoče niti ne zavedaš, da človek, ne, da čuti to neko hierarhijo, da težje pove in tako naprej, a ne. Pa se nam zdi, ne, dostikrat je osebi rekli, ko smo se pogovarjali, pa škoda, ker niso prej povedala, ne, nisem vedel niti in tako naprej, ne, da bi to pa to problem, ne, pol, kaj je zagovornik nekako interveniral, ne. Kakorkoli, ta komunikacija se izboljša, pravijo te raziskave, ne, več povratnih informacij o delu, bolj optimistično vzdušje in tako naprej. In na uporabnike ima pa tudi velik vpliv, tam, kjer se res zagovorništvo izvaja, kjer je neka vrednota, če tako rečem, ne. Mogoče so prvič doživeli, nekdo doživel, da ima svoj glas, ali pa da je nekdo popolnoma na njegovi strani, ne, ker včasih, če smo sorodniki, če smo, ne vem, strokovni delavci ali pa kdorkola, ne, del enega osebja in tako naprej, ne, kot rečeno, imamo tudi druge skrbi okrog, ne, tega človeka, ne, in smo včasih malo pokroviteljski, včasih, ne, presojamo tako bolj strokovno, kaj bi bilo dobro, razmišljamo in tako naprej, a ne. Zagovornik, ne, zlasti tak je neodvisen, recimo, ne, pa nima tega, ne, in je dragoceno, da nima, ne, je dragocena njegova vloga v tem, da pomaga izkristalizirati željo človeka, interes, jo ubesediti, ne, in nekako ukrepiti glas, da sploh nekam pride. On ne presoja, a je to, ne vem, želja racionalna ali ni, a izvedljiva, in tudi ni toliko pomemben, ne, v tem smislu. Je pomemben, da pride na plan in da iščemo rešitve okrog nje, ne, tako najdemo magar približke ali pa karkola, ne. In ta zagovornik je tudi nekdo, ki ima dosti take tovariške enakopravne odnose, ne, ni zavezan to k temu, bi rekla, institucionalnim nekim rutinam in tako naprej. In je tudi to pripomore k bolj zaupnemu odnosu lahko. In to ne, lahko zelo dvigne samozavest ljudi, a ne. Evo, se bom tudi jaz pustila kaj za vprašati pa reči, sem bi rada nekako prišla do konca, no. Zdaj sem ravno pri tem, no, kaj je ta razlika med neodvisnim zagovornikom pa strokovnjakom, ki ima močno zagovorniško držo. Oboje je zelo, kot rečeno, zelo nujno, zelo pomembno. Ne, ampak, kot rečeno, temeljna naloga zagovornika je stati za človekom. Na en način je to pristranska drža, ne slediti temu, kar človek želi in tako naprej, najbrž ne čisto dobesednem zdaj skozi smislu, ne, ampak tako nekako, ne, v nekem duhu, ne. In tudi pravzaprav, če se jaz čist ne strinjam zdaj z vsem, ne, moram kot zagovornica najti čim več zelo objektivnih informacij, ki jih bom lahko predstavila človeku, ne, kaj ima možnosti ali kakorkoli, in takih nepristranskih informacij, da, ne, in se rekla nepokroviteljsko z njim nekako pogovoriti, kaj so recimo možnosti. Ne. Sem bolj kanal za informacije, podporo kot, in ne nekdo, ki odloča. Ne, to je tako, bi rekla, je lahko to mogoče lažja se zdi drža, ne, kot biti strokovnjak, ampak tudi ni, ne, toliko zelo. Moraš imeti kar, pravijo zagovorniki v Angliji, ki so nas izobraževali, moraš imeti kar tudi kot zagovornik trdo kožo, ne, pa tako, imaš tudi veliko enih pritiskov nase, upijaš in tako, ne. Medtem, ko nekdo, ki pa je zaposlen, ne, ima pa kot rečeno, ne, mora strokovno presojati, včasih ne smo, ne vem, tudi jaz, ko delam na fakulteti, ne, če se študenti pritožijo nad mojim kolegom, mi je tesno pri srcu, ne, ker ne vem, kaj ne si mislim, ker ne morem zdaj, ne, iti proti njemu, ampak v bistvu pa imajo pravico študenti, ne, da tudi in tako naprej. In je fajn, da je neka neodvisna inštitucija ali neko delovno telo, nekdo, ki mu podelim to, da v tem, ne, kjer imamo konsens, da se bo s tem ukvarjal, ne, tako. In tako, no, v glavnem.
Ena od zadev je tudi čas, doskrat, ko smo zaposleni, nimaš toliko časa, zagovornik je pa nekdo, ki si mora vzeti čas. Ne? Veliko je na tem graditi zaupni odnos, dolgotrajni odnos, si vzeti čas in tako naprej. In to je tako nekako, se mi zdi zelo tudi dragoceno. In to se mi zdi neodvisni zagovorniki. Recimo zdaj razmišljamo o ustanovitvi tudi enega zagovorniškega centra, pa tudi posamično delujejo zagovorniki sem in kje, neodvisni, tudi preko nevladnih organizacij, da je zelo pomembno, da jih razumemo v tej vlogi zagovorniški, ne? Da jih ne vzamemo kot nekdo, ki je proti nam ali pa ki je v konfliktnem odnosu ali z ustanovo ali pa sovražnik celo ali nekaj takega, ampak je nekdo, ki pomaga perspektive odpirati. Ne? Nekaj, kar imam mogoče jaz takole, ki delam bolj, bi rekla, drug pogled, in je nekaj, kar pomaga prinesti eno drugo perspektivo, ne? Perspektivo človeka, ne? Malo z enim mogoče drugim pogumom še malo preko nečesa pogledati. Ne? In tlele bi mogli skupaj delovati, no, v nekem smislu, tako jaz vidim. Ne? Je nekaj, kar pomaga širiti neke te opcije, ni pa to taka, mislim, časih gotovo tudi konfliktna lahko vloga, ampak ni prvenstveno temu namenjena. Ne? Je prvenstveno namenjena krepitvi človeka in tako in je, to pa verjamem, da vsi za to delamo. Ne? Tako, v tem smislu je treba nekako vzeti. Tako da se mi zdi, da tako tudi ena demokratičnost ene organizacije se vidi tudi potem, koliko lahko, bi rekla, te zunanje ne vem, zagovornike na en način sprejme kot partnerje. Ne? In smo videli pri teh zastopnikih profesionalnih, ne, ki so imeli lažje nalogo na en način, ker jih je država poslala, ne, imajo mandat države in tako naprej, pa je bilo še zmeraj problem. Ne? Včasih v psihiatričnih bolnicah so jih gledali kot nekdo, ki bo zmešal štrene. Nekje so se pa hitro navadili sodelovati. Je bilo tako, da so pol že psihiatri klicali za zagovornike, ne, čeprav ni čisto po zakonu to, in so se lažje zmenili z ljudmi, ne, recimo. Ne. So videli eno dobrobit v tem, no, da je nekdo nekoga ukrepil, da sta se lažje, so se v troje lažje pogovorili, ne, ki je bil eno od odzunij ali kakorkoli. Tako da je treba, tako bi rekla, gojiti to idejo, no, pa po mojem se spreminja potem tudi, kaj s tem, sprijemanje. Ne. Zdaj, naloge zagovornikov, ne glede, a so neodvisni ali so pa to, ne vem, osebje z neko zagovorniško držo, ne, je zlasti, kot rečeno, poslušati človeka in zagotoviti, ne, da pride njegov glas, kakorkoli že, ne, do ene resne obravnave nečesa, da je človek bolj vključen, zlasti vključen v odločitve ali preko, ne vem, ne, tle so tudi te metode, ki malo grejo en preko drugega, ne, s podpornim odločanjem, z skupnim odločanjem, s temi metodami ali pa vnaprejšnjo voljo ali nekaj takega, ne. Potem zagotoviti neke informacije, ki so take nepristranske, brez vrednostnih predsodkov, ne, v tem smislu, kaj bo, ne, kaj zdaj lahko nekomu povemo, kaj ne. Tako, potem osveščanje o pravicah, ne, skratke, krepiti moč človeka tudi za samo zagovorništvo, no, po mojem tudi to je lahko zelo velika, ne. Tako, pa tudi to, ja, ena opismenost, kako se lahko tudi ljudje nekih pritožbenih postopkov nekako, ne, uprimejo ali kakorkoli, ne. Zdaj, neke lastnosti, spretnosti zagovornika se mi zdi, je zelo pomemben to, da nimaš problema, da se ne počutiš nekaj manj vrednega, ne, kot tudi, če si zaposlen ali kjerkoli, ampak da si sposoben teh enakopravnih odnosov, v odnosu tako zagovornik, uporabnik, kot napram, ne vem, če se pogovarjaš z nekom, ki je po neki hierarhični lestvici više, ne, da imaš tega človeka v glavi, ne, in nimaš tega, ne vem, nekega, tako, bi rekla, tako, da si avtonomen v tem, kar zastopaš, no, tako. Tudi moraš imeti eno voljo, energijo za to, da krepiš moč drugih, da si zainteresiran poslušalec, ne, in da nimaš vrednostnih
tako sodb, a je to neki neumen ali noro ali ne vem karkoli, ampak da iz tistega izrušiš tisto, kar bi človek rad in kar lahko neki skup naredita naprej. Ne. To, da znaš prevajati strokovni jezik, pa nazaj v nek razumljiv jezik, zanesljiva, natančna priča, tudi ko predstavljaš zgodbo drugega, ne, če si v tej situaciji, da moraš, da jo natančno predstaviš, da ne interpretiraš nekaj po svoje, ne, da si tako tisto, kar te je človek rekel, kar te je pooblastil in nimaš neke svoje agende, kaj bi še tle bilo dobro, pa tako naprej. Ne. To, take stvari ne, so pomembne, ki se potem odsevajo tudi v teh načelih zagovorništva. Ne. Kot rečeno je neodvisnost, ne, če si neodvisni zagovornik, spoštljivost, krepitev moči, ne, pomeni zlasti, ne, da narediš vse za to, da se človek okrepi v nekem, da se sliši njegov glas, da se sam zastopa in tako naprej. Potem, da si jasen, kaj lahko narediš, kaj ne moreš, ne, to je tudi pomemben, ker so včasih želje širše od tega, kar lahko zagovornik naredi in da se že to od začetka nekako dosti jasno začrtata za uporabnikom, do kje so meje zagovornika, ne. Ne morem recimo kot zagovornica povzročiti, odločiti, da ne bo šel ven, lahko pa, če si to zadaneva kot nek načrt zagovorniški ali kakorkoli, deva pogledati, kaj je treba za to narediti. Ne. Mogoče bova prišla do sred poti, mogoče in kamer, ampak bova probala, ampak nisem pa jaz nekdo, ki odloča. Ne. Ampak kaj morava? Ne? Morava stopiti do, ne vem, socialne delavke, do psihiatra, se pogovarjati, videti, kaj je treba narediti. Tako, malo zdaj karikiram, no, tako, recimo, ali pa kaj drugega, ne, tako. Skratka, je zelo pomemben je tudi, da ne igramo zagovornika ali pa posrednika v zadevah, za katere nimamo mandata, ne, to je zelo, zelo pomembno in tako, ja. Potem je nediskriminatornost je eno načelo, ne, da imajo, nekako imamo v glavi, da imajo vsi dostop do zagovorništva, ne sem uporabniki, ki so najbolj artikulirani, glasni, ne, opismenjeni in tako naprej, ampak zlasti ljudje, ki jih težko opazimo včasih, ne, ker so tiho, ker so mogoče bolj vase zazrti, ker rabimo veliko enega napora za neko prilagojeno sporazumevanje ali pa celo, ne, so, ne vem, kaj od tega slepi, gluhoslepi ali kaj tazga, ne. Skratka, je pomemben, da ko organiziramo zagovorništvo, da imamo vse skupine nekako v glavi in ta dostopnost nekako vsem, ne glede na kjerokoli neko okoliščino, ne. Okay. Potem je eno tako načelo zaupnost, kar pomeni, da je to, kar se med zagovornikom pa človekom dogaja, večinoma je treba upoštevati načelo zaupnosti, ne, in nekako damo informacije naprej za tiste, ki se zmenimo, za tiste, ki imamo mandat človeka, da jih bomo povedali naprej. Tudi ne brskamo po njegovih spisih in drugih informacijah, če se to nismo prej zmenili. Ne, tako, zelo je za zaupen odnos, zagovorniški je to izjemno pomembno. Tako, včasih moramo, ne, če bi nastala večja škoda, gotovo tudi kaj mimo človeka, ampak je treba to čim prej, da je to čim manj situacij, pa čim prej pol to tudi povedati. Ne. Potem so pa seveda tudi neke okoliščine, kjer pa ne moramo to načelo zaupnosti upoštevati, če bi bili sami pol v kazenskem postopku, če nečesa ne bi povedali ali pa kaj tazga, ne, bi nam nekdo povedal o nameri nekega kazenskega dejanja ali pa, ne, da ga je naredil, pol tle moramo gotovo drugače ravnati, recimo, ne, to je en tak primer. Ampak fajn je te stvari tudi prej povedati, ne. Pa zlasti ta dostopnost mora biti zagovornik gre tam, kjer je človek, ne, to ni pisarna, kamor bi nekdo hodil večinoma, ampak gre zagovornik tam, kjer je uporabniku lažje in tudi včasih pomeni večkrat, ne, če ima človek težjo koncentracijo in tako naprej. Ne. Včasih ne, je več srečen za to, da pridemo do tega, kaj je tisto, kar ne, imamo mandat, da se naredi in tako. In bom jaz imam še malo več stvari, ampak ne bi rada zdaj nekaj... Skratka, prijatelj, tako je to, zdaj smo gotovili, da je treba človeku biti človek, ne, in se pač
upodobiti oziroma dotika biti za njegove probleme od poskrbovalcev, ne? Ja. Je tako? No, vidite, pa smo uredniki pa. Zdaj lahko zrekaj na drugo temo. Ja. Okay. Zdaj, mogoče, če kakšno hitro vprašanje, če ne bi jaz še nekaj dala, zdaj, Nika, kaj boš lahko še malo, tako, ker je, zdaj imamo, zdaj ura 2, o pol prek končamo, tako da probaš, da imamo pol vsaj še nekaj časa za, ja, prosti, sem malo, smo kasneje začela, veš? Sem da davam. Ja, čak. A je mogoče kakšen komentar, kakšna izkušnja zagovorništva, karkoli nekaj, preden bo se še Nika pripravlja, da kaj rečemo. Kot rečeno, to so lahko majhne stvari, a ne, ali pa bolj kompleksne. A ne. Majhne stvari, kaj s tem? Lahko kdorkoli, ki je zaposlen na kjeremkoli delovnem mestu, ne, je lahko ključna oseba, zagovornik, ne prenese želje nekam naprej, nekaj, kar bi nekdo drug spregledal in tako naprej, ne, se zavzame za nekoga in tako, ne. Bolj kompleksne naloge so pa lahko nekaj, kar pripomore k preselitvenemu načrtu ali pa najti delo za nekoga ali pa ne vem, ne, so pa lahko bolj kompleksne stvari, ne, ali pa kakšne take malo težje pritožbe ali pa nekaj tazga, ne. V tem smislu krepitve moči pa zasledovati interese človeka je pa po mojem res kdorkoli jih lahko, kjerkoli, ne, včasih še prej ljudje, ki niso, ki imajo več dostopa, prav tako, več stika neposrednega, ne, s človekom skozi cel dan, recimo, ne. Tako. Tako da, če je kakršnokoli vprašanje, zlasti pa, kakor sem razumela, tisti, ki bi vas zanimali, kako bi lahko zagovorniško delovali, ne, bi lahko naredili pol nekako enkrat drugič, eno tako še bolj, bi rekla, konkretno, specifično delavnico, kjer bi se lahko pogovorili o izkušnjah, pa tudi kako, ne, tako, o nekih načinih, kako delovati. Okay. Zdravo, jaz sem Nika, sem psihologinja, drugače pa že kar od leta 2008 ukvarjam z uporabniškim društvom, ker sem tudi sama postala leta 2004 uporabnica in naredili smo uporabniške raziskave na temo zaposlovanja ljudi s težavami v duševnem zdravju in izboljšanje socialnega položaja, ker je to zelo pomembno, da smo že na začetku izključeni in da imamo enake možnosti, da imamo svoj denar in ki ga lahko porabimo za svoje zadeve, rekreacijo, obiskovanje kulturnih prireditev in tak, sploh za življenje, ker dostikrat smo na robu revščine, na pragu in pač uporabniško društvo je že Mojca povedala, najprej leta 2008 smo ustanovili mostove, potem pa svisce. No, zdaj je moja tema predvsem vrstniška podpora, da ljudem pomagam, da imajo hrano, ko jo rabijo, zdravila, da obiskujemo zdravnike in tako naprej, in pa vrstniško zagovorništvo. Prva pomembna zadeva se mi zdi informiranost, osveščenost uporabnikov, da prepoznajo, katere pravice so jim kršene sploh. Da se znajo postaviti zase, da pridobijo na moči, to je že veliko Mojca v tem tudi povedala, da se nam izboljša samopodoba, ker dostikrat zaradi dogodkov, ki se nam dogajajo, gremo vase, se ne družimo več z ljudmi, prepričani smo, da jim z nami zelo veliko narobe, dostikrat je pa veliko prispeva okolje, družina, da smo doživeli toliko negativnih stvari, toliko slabih dogodkov, da smo pristali med uporabniki. Da v svojem okolju, da znamo nekako izkazati, da lahko imamo tudi svojo veljavo, da nastopamo, ustrezno komuniciramo in da, kajti okolje nas že
zaradi revščine in tega imamo slab izgled in potem še naše vedenje ni ravno toliko prilagojeno in nas lahko okolje izključi. Usposabljanje ljudi se mi zdi tistih, ki delajo z uporabniki, zelo pomembno in da je tudi recimo javnost osveščena, kaj se dogaja, da ne rečejo novinarji zaradi tega, ker je bil psihiatrični pacient, se je pa zgodil to pa to, da so se taka kazniva dejanja naredila in iz tega pridejo potem tudi miti in resnice, ki so lahko resnični ali pa tudi ne. Ustrezno je treba tiste osebe, ki delajo z nami, naj uporabljajo prilagojen besednjak, tak besednjak, da bomo ljudi razumeli, da se lahko osebe vživijo v našo situacijo in nas razumejo, zagotovijo pri nas svobodo in varnost, izobraževanje uporabnikov, da znajo se postaviti zase in da zahtevajo svoje pravice. Pomembna je informiranost, pravica do dostojnega zasebnega življenja, da so podatke o zdravju, naši družinski situaciji in tako naprej, da so tako kot pri drugih tajni, da tudi za nas velja zakon o varovanju osebnih podatkov, da imamo pravico do brezplačnega šolanja, do svobodnega odločanja otrok in ustvarjanja družine, kajti mnogo ljudi sem slišala, bilo steriliziranih, mnogo žensk, ki so živele v zavodih in da so jim bile s tem kršene pravice. Imamo pa pravico do kakovostnega zdravstvenega varstva in do kakovostnih storitev čim bliže domu. Naj povem samo primer, moj sin se ni nekako ujel s svojim zdravnikom, naredila mu je pregled, ne da bi se z njim pomenila in je mogel spremeniti zdravnika, šel je v Vrhniko, jaz sem tam povedala, da je to oseba s posebnimi potrebami, da je treba na drugačen način z njo delati in da bi se pomenili, preden naredijo kakšen poseg. In tudi to ni bilo, a bom zdaj hodila do Postojne ali do kam, je pa še vprašanje. V glavnem dali smo 70 € za taksi sem in tja, avtobusi vozijo, ampak rekla sem, ima posebne potrebe, bila sta tudi z možem pozna in je bil 70 € taksi. Konvencija o pravicah invalidov bi vam pokazala tole knjižico, ki lahko kroži okoli. Na osnovi tega sem jaz potem naredila tudi, kje vse bi lahko rabili zagovornika in kako bi, na katerih področjih vse se lahko zagovorništvo izkaže kot dobra praksa, da ljudje imajo več pravic in da lahko pridejo do tega, kar jih interesira, do svojih želja in potreb. Človeka v krizi priterejo na rob revščina, socialna izključenost, diskriminacija. Pogosto izgubljamo dohodek, ker postanemo začasno ali trajno brezposelni, invalidsko upokojeni. In kaj se potem zgodi? Že prej smo bili na robu revščine, potem nas pa še dajo za začasno ali trajno brezposelne, invalidsko upokojene in smo v začaranem krogu. Kriza se poglablja. Ljudje s težavami v duševnem zdravju smo socialno izključeni, dostikrat izgubimo zaposlitev, nimamo ekonomske varnosti, tudi v družini vprašanje, kako gre in lahko tudi izgubimo streho nad glavo. Komu se zgodi tudi, da pride do požara, ki je imel svoje stanovanje.
in dostikrat smo destigmatizirani. Svetovna zdravstvena organizacija pa poudarja, da ne bo človek v središču in da so strokovnjaki medsebojno povezani v želji z enakimi cilji, da se nekako zadovolji človekovim željam, potrebam. Naj ne obdeluje vsak svoj vrtiček, nujna je povezanost in multidisciplinarno sodelovanje. Življenje uporabnika mora biti mirno in varno, počutiti se mora sprejetega, razumljenega, enakopravnega. Človek je družbeno bitje, pomembne so komunikacije z drugimi ljudmi, ampak če je imel slabe izkušnje s tem, se čedalje bolj izolira, neha se družiti z drugim in moramo nekako, če ga hočemo zagovarjati, da pride malo bližje, da se mu izboljša situacija, je potrebno, da se ustvari zaupan odnos in mislim, da je potrebno kar nekaj časa, da nam človek zaupa in šele potem mislim, da se lahko da mandat, da ga zagovarjamo. Pomembno je, da delamo skupaj s človekom in nikakor ne delamo namesto njega ali celo odločamo namesto njega. Pomembno je, da se sliši glas, njegove potrebe, to, kar nam je prej povedal, da mi poudarimo in prav njega izrazimo. Pravzaprav smo mi dodatek k njegovemu glasu. Sam pa dela na to, da se mu bo situacija izboljšala. Z osebjem imamo spoštljiv odnos, recimo v inštitucijah, ali toliko, kolikor je potrebno, da izrazimo uporabnikove želje, potrebe, cilje. Potrebno je, da smo seznanjeni zakoni, predpisi in moramo kar nekaj preštudirati, da če želimo, da vidimo, kaj lahko naredimo v korist uporabnika, da zadovolji svoje želje in potrebe. Imela sem izkušnjo s pravno-informacijskim centrom, ni bila oseba s težavami v duševnem zdravju, ampak želel je, da bi ga jaz prijavila na svoj dom, ker imam lastniško stanovanje, ker pa je imel otroka, sem bila malo zaskrbljena in sem probala preko pravno-informacijskega centra dobiti kakšno nehakalce v zakonu. Ima njegova mama občinsko stanovanje in ima njega prijavljenega, njegove žene pa ne more imeti. In zdaj, če bi tim strokovnjakov sodeloval, da ne bi sam gledali na pravne predpise, da bi situacijo v celoti zajeli, bi mogoče našli kakšno rešitev. Zdaj pa že otrok skoraj 1 leto star, pa še ne vem, kako bi človek ta problem. V glavnem, tudi resolucija v nacionalnem programu razmišlja o tem, kakšno je okrevanje po duševni motnji in kako se ljudje s težavami v duševnem zdravju vrnejo v zaposlitev, v družino in drugo socialno okolje. Mislim, da je ta resolucija zelo veliko govori o človekovih pravicah in kako jih uresničevati in to, vendar pa zakon pa se mi zdi, da ni sledil oziroma bil je prej že narejen in da je treba zakon o duševnem zdravju precej predelati, da bo vsaj tem določbam, ki jih resolucija v njih govori, da bi lahko bil pač ustrezen glede na to, kar pravi svet, kar pravi Evropa in kar tudi naša resolucija kar nekaj govori o tem. Specifični cilj te resolucije je okrepiti mrežo rehabilitacijskih služb in ukrep 6 je zagotavljanje enakomerne dostopnosti programov zagovorništva in samozagovorništva z ustanovitvijo dodatnih pisarn za zagovorništvo in samozagovorništvo ter zagotovitev izobraževanj za zagovorniške in medvrstniške zagovornike. Jaz
tako mislim, da je pomemben interdisciplinarni tim, da ena stroka ne prevlada na drugo, ampak skupaj gremo k enemu cilju, da se izboljša kvaliteta in da se uresničujejo pravice. Mojca je že veliko govorila o neodvisnem zagovorništvu in če je več strokovnjakov, vsak svojega področja, ampak v isti smeri deluje in da je zagotovljena intervizija in supervizija, ki naj bi potekala na 14 dni, se mi zdi, da je kar lahko gremo tudi k temu cilju, da se kaj spremeni. Vrstniška podpora, prednosti in slabosti. Govorila sem že o tem, da sem član društva, doživela sem to, da sem bila 2-krat hospitalizirana in se imam za preživevca. Glede na vse dogajanje, ki sem ga imela v življenju, se imam tudi za aktivistko. No, in glede na izkušnje in tudi znanje, bi človek rekel, da nekateri ljudje nam več zaupajo glede na to, da smo preživevci, po drugi strani pa lahko skeptičnost. A imamo dovolj znanja, da se to gremo? A lahko ustrezno zagovarjamo? Prostovoljno delo, gre za prostovoljno naše delo, niso stroški kriti, nimamo ugleda v družbi, tako kot je Mojca govorila o občanskem zagovorniku, in če ne dela znotraj priznane organizacije, jaz sem že doživela, da me vprašajo, ja, kaj se pa sploh greš, zakaj se pa vtikaš v to situacijo? Ker delaš v prostem času prostovoljno, mi kar zmanjka časa za vse ljudi, dostikrat se pogovarjam z ljudmi tudi na cesti ali pa da srečam ljudi, ki jih poznam iz svojega okoliša tudi na avtobusu. Če pa imam ljudi, ki niso iz Ljubljane, kjer živim, je problem daljave, nismo plačani za svoje delo, torej rabimo iz svojega denarja za prevozne stroške in da rabimo za zagovorništvo proti, da če je uporabnik, da rabi zagovornika v primeru, da si ti v dobrem odnosu z nekom, ki, tako kot je Mojca pregovorila, če so študentje proti kolegu, da je problem, jaz predlagam, da potem se ne gremo zagovorništva, ampak poiščemo drugega zagovornika, ki bi tej osebi pomagal. Primeri Uroš dela na pridobitvi izgubljene poslovne sposobnosti. Za izgubo poslovne sposobnosti je predlagala mama, peljala sva zadevo do Vrhovnega sodišča, na kar se je skazalo, da sem laični vrstniški zagovornik, da nimam pravosodnega izpita in je stvar propadla. Potem je bila pa pri njemu taka želja, da se nekaj naredi, da je sam dal vlogo in zdaj mu jaz stojim ob strani. Kot sem že rekla, naj bi se preveč vtikala, naj bi ga ščuvala in tako po mnenju njegove mame, ampak to sploh ni resnica. Jaz se dosti z njim pogovarjam, veliko sem z njim na zvezi in zagovarjam se v njegov interes. Potem se je znašla Teja sama v tujem okolju, poiskala je pomoč pri policiji in se je v drugi državi zaprli v psihiatrično bolnico. Kako jo od tam pripeljati? Organizirali smo prevoz, pomoč, da smo ji takoj dali lahko cigarete, ki jih je prej žicala vse povsod okoli in tako naprej, in smo jo srečno pripeljali v Ljubljano in drugače vprašanje, kako bi se ta stvar rešila, pač ni se znala znajti v tujem okolju. Magdalena potrebuje zagovorništvo zaradi slabega odnosa splošne zdravnice do nje. Moram reči, da kakor imam jaz zdravniki v zadnje čase pač kontakta, da
ne poslušajo to, kar jim človek reče, da se ne potrudijo, da bi osebi zagotovili, da ji razložijo, kako je z njenim zdravstvenim stanjem, kaj lahko sama zase naredi, da bi se bolj počutila. So zadnje čase tudi organizirali Zvezo pacientov, ki sem tudi noter v ustanavljanju. Nisem se prvega sestanka udeležila, ampak je treba tudi te stvari proučiti, da bo v zdravstvu boljše stanje in odnos do pacientov. Posredovanje pri zdravnikih in zobozdravnikih gre za to, da, kot sem rekla prej Prstinu, da je kar neki so po svoje naredili, kljub temu, da sem jih jaz upozorila, ne tega ne delajo. Njihovo mnenje je, zdravniki že vedo, in kdo ste vi, ki to sprašujete, v kakšnem odnosu ste to osebo in tako naprej. Potem je bil pa še fant, ki mu je mama umrla z očetom, ki je v pokoju sam živi, zmanjkuje jim denarja in sprašuje, kako bi delal na črno. Jaz sem se potrudila, vse povsod sem spraševala, če bi mu lahko dali na črno na roke denar, da bi lahko preživel, da bi lažje preživel, da ne bi mu zmanjšali penzije, če bi delal, ampak sem